Časi se spreminjajo, tudi pri Mercedesu, in kar je bilo do nedavnega robato in kockasto, je z novo generacijo postalo zaobljeno in aerodinamiki ljubo, pa čeprav lahko novega GLC-ja označimo tudi za konzervativnega. Naslednik GLK-ja je skladnih linij, nos vozila izžareva celo nekaj dinamičnosti. Celota pa deluje dovolj kompaktno, da si nas večina ne bi upala dati roke v ogenj ob podatku, da je GLC za ducat centimetrov daljši in 5 širši od predhodnika. Občutek za volanom je tudi pri GLC-ju tipično mercedesovski, kar pomeni logično razporeditev stikal na armaturni plošči in uporabo kakovostnih materialov. Notranjost je v veliki meri povzeta iz razreda C, le da se v tem primeru sedi višje. Zaslon infotainment sistema zagotavlja dobro uporabniško izkušnjo, pa čeprav ni najhitrejši. Omogoča tudi izbiro načina vožnje, ki ga je mogoče prikrojiti tudi lastnim zahtevam. Čeprav zmore veliko, bo GLC z najšibkejšim turbodizlom, ki zmore 170 konjev, povšeči predvsem umirjenim in varčnim voznikom. GLC ni športnik, lahko pa se z njim peljete tudi dinamično. K temu pripomore tudi štirikolesni pogon, ki zagotavlja suvereno držo na cesti v vseh vremenskih razmerah in dovoljuje tudi izlete v naravo. Novi GLC bo povšeči predvsem konzervativnim ljubiteljem trikrake zvezde in pa vsem tistim, ki ljubijo tisto, kar Mercedes predstavlja, kar pomeni solidno oziroma lepo obdelano notranjost z kakovostnimi materiali, dober in varčen pogonski agregat, v tem primeru 2,1 litrski dizelski motor s 170 konji oziroma 125 kW in gledano kot celotno je Mercedes-Benz GLC 220D 4MATIC, seveda s štirikolesnim pogonom, zelo dobra izbira za nekoga, ki želi solidnega mestnega terenca oziroma SUV-ja, s katerim se bo lahko tu in tam zapeljal tudi na teren, hkrati pa bo predvsem cenil njegovo vsakodnevno uporabnost.